Cingesar. Ja, Cingesar včeraj ni začel najbolje v obrambi, potem pa na svet Vujovića in odlično je igral tudi v tem delu igre. Da, Makedonci napadajo z igralcem manj. Lazarov in zgreši je Mirkulovski, žoga za Škofa. Bombač. Še minuta in 5 sekund kazni za makedonskega igralca, pa zdaj 100% priložnost za Cehteta, vendar brani Ristovski, ostaja pri 12-11. Poglejte, takole je lepo Cehte nakazal strel, prišel do zaključka, pa potem ni zadeval. Ja, to so ravno takšni streli, ki selektorja najbolj izzijo, to pomeni polvisoki strel, lahko obranjena žoga, na drugem pa niti ne vemo, v kakšni formi je Cehte, kajti je daleč od oči, igra v klubu, ki ga v Evropi ne spremljamo in sigurno bo še zanimivo, kako se bo Cehte tukaj vračal, kajti je znan po tem, da ima močan strel, ampak če nisi v pravi formi, ti to ne pomeni veliko. Makedonci so izenačili z igralcem manj, strelec Kiril Lazarov, njegov 4. gol. Če ne vemo, kakšna je forma Cehteta, ki igra v Združenih arabskih emiratih, pa še kako dobro vemo, v kakšni formi je Lazarov pri Barceloni. Bombač. Kajič. Kaotičnik Bombač. Podaja proti Poteku, igra z nogo, znova napad za slovensko reprezentanco. Smo v 30. minuti, še 45 sekund je do konca prvega polčasa. Bombač. Cehte. Kaotičnik. Kaotičnik, tam prekršek nad Potekom. Slovenija bo znova začela z 9 metrov. Ura ni zaustavljena, no v tem trenutku sta sodnika Sok in Smolko zaustavila uro. Še 31 sekund je do konca prvega polčasa. Z 9 metrov bo začel Poteko. Bombač. Dvignjeni roki sodnikov, pa prekršek nad Bombačem, zdaj bo treba zaključiti. Še 20 sekund je do konca prvega dela. Kaotičnik. Pa prekršek nad Cehtetom. Ura teče, zadnjih 10 sekund, Bombač in gol! 13-12, Dejan Bombač je dosegel svoj 3. zadetek, v tem trenutku pa konec. Slovenija ima gol prednosti, izid je 13-12, v slovenski reprezentanci 3 igralci s po 3 zadetki, Cingesar, Bombač in Kaotičnik. Na drugi strani pa 4 zadetki najuspešnejši strelec Lazarov. Škof s 3 obrambi. Lazarov, ki je trenutno najboljši makedonski strelec s 4 zadetki. V slovenski reprezentanci pa naj popravim podatek, ki sem ga povedal ob koncu prvega polčasa. Bombač in Kaotičnik sta zadela po 4-krat, zdaj je v slovenskih vratih nekdanji celjski in velenjski vratar Matej Skok, pa tam boj za strel 6 metrov, prekršek nad Gabrom in 7 metrovka za slovensko reprezentanco. Sodnika tekme sta David Skok in Mitja Smolko, ki nista imela težkega dela v prvem polčasu, 7 metrov pa Marguč, včeraj zelo zanesljiv, tudi danes je zadev, včeraj 4 zadetki, 2krat je bil uspešen 7 metrov, danes njegov prvi gol in Slovenija vodi z 2 goloma prednosti, izid je 14-12. Slovenija v obrambi, Razgor, Cehte, Gaber, Poteko, Dolenec in Marguč, ja, kar precej obnovljena, spremenjena postava. Ja, na teh prijateljskih tekmah lahko imaš prijavljene vse igralce in potem tudi na osnovi tega selektorja data priložnost vsem, da vidijo točno v kakšni formi so in pa seveda ali pa še v tak koncept spremljajo to igro, razumejo določene zadeve in sigurno bo že tudi po tej tekmi selektor imel malce več vpogleda v samo postavo, ki bi šla na Evropsko prvenstvo. Napad Makedoncev z igralcem več, izključen je Cehte, druga slovenska izključitev na današnji tekmi v Celju.
Lazarov, zdaj seveda več prostora za makedonske zunanje igralce, lep prodor in zadev je igralec številko 27, Filip Kuzmanovski. Ja, tudi on prihaja iz športne družine, njegov oče je bil član tiste slavne postave metaloplastike, ki je kraljevala v evropskem klubskem rokometu, pa seveda tudi član jugoslovanske reprezentance, ki je osvojila svetovni naslov v Švici leta 86. Dolenc, vrata Slovenije so prazna, s posebno majico Luka Žvižej. Torej Slovenijo v napadu bi lahko rekli s popolno postavo, zdaj napada Bombač, pa Dolenec, Zarabec včeraj ni igral, podaja na krilni položaj, Marguč in zadev je Marguč. Izplačala se je ta menjava, izid je zdaj 15-13, Marguč pa je dosegel svoj drugi današnji gol. Ja, zdaj je že kar praksa, da takole trenerji oziroma selektorji pošiljajo na mesto vratarja še tistega 7. igralca. Ja, to je tisto taktična varianta, kaj ti mogoče tako na oko zgleda to vse čisto brezpredmetno, zakaj je prišel, ampak v tej varianti, ko to naredimo, menjamo vratarja za igralca, mora vsak igralec točno narediti svojo nalogo, da lahko potem naredimo višek na levo ali na desno stran. Poglejte, dvoboj Dolenec Stojilov. Ja, Dolenec pravi malček proti Stojilovu, 190 cm in 93 kg, Stojilov pa 192 in kar 110 kg, torej 20 kg težji je Stojilov. Mislim, da se v določenih momentih Stojilov niti ne zaveda, kaj počne za to svojo maso na črti in sigurno stori tudi kakšen prekršek, ki ga mogoče ni naredil namerno, mislim, tudi ni bilo namerno, ampak vseeno to je prekršek v napadu. Napad Slovenije z igralcem manj, še 20 sekund kazni za Cehteta. Marguč, Dolenec, Zarabec, Bombač. Videli bomo, kako bo šlo s to zunanjo vrsto, spet nekoliko nižja slovenska postava, brez izrazitega strelca. Na položaju levega zunanjega Dolenec, Marguč, Slovenija z vsemi igralci, Dolenec, lep zadetek Jureta Dolenca in Slovenija vodi 16-13. Prvič s 3 goli razlike. Dolenec včeraj 2 zadetka, šele v drugem polčasu se je strelsko razigral, no danes pa njegov prvi zadetek, oziroma to je zdaj njegov 329. zadetek, igra pa 87. tekmo za slovensko reprezentanco. Manaskov, dober blok, znova napad za Makedonijo. Če smo prej omenjala Bombača, da igra v klubu zelo zanimivo sezono, moramo tukaj omenjati tudi Jureta Dolenca. Mediji oziroma francoski časopisi so pisali, da je to njegov najboljši del sezone, odkar je v Franciji v Montpellieru, tudi zasluženo podaljšanje pogodbe z tem klubom in sigurno smo na tem desni strani, če omenimo, da je včeraj bil Miklavčič, ki igra tudi zelo dobro francosko prvenstvo, zelo močni in tudi zelo dobro konkurenčno zapolnjeni. 5. zadetek Kirila Lazarova in izid je 16-14. Izkušen v slovenski reprezentanci, danes njegov 3. nastop. Brez prekrška, žoga za Mitrevskega. Lazarov,
Lazarov. Tukaj vidimo malce zmede v slovenski obrambi. Dejansko, če vidimo, Cehte je prišel na svojo netipično pozicijo, kjer je branil. To pomeni, da je prišlo do nedogovarjanja v obrambi, neprevzemanja zunanjih položajev in zaradi tega tudi sledi kazen. Hitro se je stopila slovenska prednost 3 golov, zdaj je 16-16. 7. minuta nadaljevanja, Dolenec pa Zarabec. Cehte. Odkrival se na črti Gaber, prekršek na Cehtetom in Slovenija bo začela z 9 metrov. Takole je poizkušil s podajo Cehte. Dolenec, Zarabec, Cehte. Dobra obramba Mitkova, pa zadetek Zarabca. Zarabec je ljubljenec slovenske, pa seveda posebej celjske publike, vodstvo slovenske reprezentance in 7. zadetek Zarabca za slovensko reprezentanco. Kuzmanovski. Lazarov. Merkulovski. Na položaju levega krila je številko 26 Ojleski. Zapravljena žoga Makedoncev. Skok Dolenec. Dolenec pa pravočasno v obrambi Mitkov. Danes še nismo videli tistega pravega slovenskega protinapada. Makedonci se zelo hitro vračajo v obrambo. Ja, mislim, da je to vrlina Makedonije, da prihaja iz te pol kontre zelo hitro nazaj v tranzicijo obrambe. Mi pa tukaj ne izkoriščamo, kajti imamo zelo hitra krila, nismo še videli niti ene čiste 100% kontre. Tako da, ja, se še lovimo, še poskušamo določene variante, ampak zaenkrat nam to ni uspevalo. Ni šlo s kombinacijo Cehte Gaber, zdaj napad Makedoncev, Merkulovski, Kuzmanovski, Ojlecki ni prišel do zaključnega strela, Lazarov, Merkulovski, lepa podaja na položaj krožnega napadalca, zadev je Stojilov, njegov prvi današnji gol in znova je izid izenačen, tokrat na 17. Tukaj smo lahko videli tudi drugo vrlino Kirila Zalova, to je asistent. Zelo lepo podaja. Lazarov je zagotovo mož, ki sodi v svetovno skupino zvezdnikov, zdaj pa priložnost za Mačkovška na položaju levega zunanjega. Zarabec, Dolenec, Mačkovšek je zdaj zunanja vrsta, v igri tudi Miha Žvižej na položaju krožnega napadalca. Dolenec, Samir Razgor, brani Mitrevski, ostaja pri 17-17. Merkulovski, Kuzmanovski. Zdaj na sredini slovenske obrambe Miha Žvižej in Mačkovšek. Lazarov pa telesno odlično pripravljen pri svojih 35 letih. Prekršek Razgorja. Jaz sem vedno trdil in trdim, da športnik ima svoje telo, to je njegov kapital. Kako boš negoval, tako boš imel. Lazarov ni imel niti ene velike poškodbe v svoji karieri. Praktično je igral v vrhunskih klubih po 60 minut in tudi v reprezentanci kaže potem podobne igre. Zdaj je prekršek za 7 metrov kot nad Stojilom. Razgor je bil tisti, ki je poizkusil zadržati močnega krožnega napadalca makedonske reprezentance. Videli ste mojstrsko podajo Lazarova in Razgor bo počival 2 minuti. 7 metrov pa Lazarov. Lazarov je pri 6 zadetkih, njegov drugi poizkus 7 metrov. Lazarov in Matevž skok in brani skok, ostaja pri 17-17. Ja, mirno je zdaj skok počakal Lazarova in pogledajte, takole je
ubranil ta njegov strel 7 metrov in po njegovi zaslugi ostaja 17-17. Slovenija spet z Žvižejem, s posebno majico in brez vratarja. Zarabec, Mačkovšek. Žvižej, danes mu lahko čestitamo za 212. nastop v slovensko reprezentanco, prekršek nad Mačkovškom. Ja, Mačkovšek je igralec, ki je zamenjal klub letom, star je 23 let, že veliko klubov, trenutno igra v Nemčiji pri Eisenachu, bil je član Montpellierja. Dolenec Mačkovšek. Mačkovšek, pa prekršek nad Mačkovškom. Napravil ga je Markovski. Ja, manj kot minuta kazni za Razgor. Vsi ljubitelji rokometa z nestrpno pričakujemo oziroma opazujemo kariero Mačkovška, kako se bo razvila, in pa tudi selektor polaga zelo veliko v razvoj Mačkovška, kajti zavedamo se, da Slovenija potrebuje igralca takšne kvalitete kot je on, seveda, če je v pravi formi, v top varianti, seveda in maksimalno dobro pripravljen. Prekršek nad Stojilom, napravil ga je Poteko. Ni zadovoljen z odločitvijo Soka in Smolka. Lazarov in Mitkov. Lazarov, še ena podaja na položaj krožnega napadalca. Tam je bil Mirkulovski, ki je sicer organizator igre v makedonski reprezentanci. Zdaj Makedonci poskušajo z dvema krožnima napadalcema. Mitkov, Lazarov in bomba Lazarova. Lazarov je pri 8 zadetkih. 18-18. Ja, pri Barceloni pravijo, da ga bodo imeli toliko časa, dokler bo on želel igrati v španskem rokometnem velikanu. Mačkovšek, Dolenec, Miha Žvižej, Dolenec, Zarabec, Dolenec, pa skrilnega položaja Marguč, sodnika pa sta dosodila prestop Dolencev. In zadetek Makedoncev za vodstvo. Zadev je za Makedonijo igralec številko 27, Kuzmanovski, njegov tretji današnji gol. Dolenec, Marguč, Mačkovšek. Nesporazum Dolence in Mačkovška, še en zapravljen napad slovenske reprezentance. Mirkulovski, pa zdaj Mitkov, na klopi je odšel Lazarov. Mitkov bo na položaju desnega zunanjega. Tako je bilo tudi včeraj vaš drugi polčas, na položaj krožnega napadalca pa prihaja Stojilov. Bližamo pa se polovici igre v drugem polčasu. Tu je Pribak na položaju organizatorja igre v makedonski reprezentanci. Včeraj 3 zadetki, Kuzmanovski. Ja, zanimivo, njegov oče je bil strelec z levo roko, sin z desno. Kuzmanovski. Ta prekršek. Ja, tole bi lahko sodnika dosodila tudi najstrožjo kazen. S prodorom je poskusil Goce Ojleski. Kuzmanovski brani, skok, lovi Zarabec. Napad Slovenije za izenačenje, to je Ivica Obervan. Lahko je zadovoljen s predstavo svojih varovancev v Celju. Zdaj lepa akcija in zgrešil je Mačkovšek. Cepelin naše reprezentance, brez zadetka, in zdaj Makedonci napadajo, pa prekršek nad Mitkovom in najstrožja kazen za makedonsko reprezentanco. Sicer obramba skoka. Takole Miha Žvižej v vratarjevem prostoru. Tukaj smo videli že drugo ali tretjo lepo izpeljano pol proti napad makedonske reprezentance. Praktično vsako našo napako v napadu, nepazljivost kaznujejo z lahkim zadetkom oziroma v tem primeru z najstrožjo kaznijo.
Tretjič bo poizkusil 7 metrov Kiril Lazarov. En zadetek, ena obramba skoka, kako bo tokrat. In še ena obramba skoka. Bravo, Matev skok ostaja pri vodstvu Makedoncev 19-18. Ja, skok se je iz Celja preselil v Nemčijo, brani za Lübecke. Danes njegov 46. nastop za slovensko reprezentanco. Roman, ti si bil v Nemčiji. Skok vidim, da je zelo motiviran v klubu, v katerem igra. Trenutno ni, jim če temu rečemo, prestano z Rožicam, borijo se za obstanek, mislim, so celo zadnji na razpredelnici. Tako da je motiviran, selektor ima na razpolago 3 vratarje, nažalost so določeni izpadli zaradi poškodb, tako da se bori za mesto in mislim, da je na dobri poti, da bi bil med potniki. Napad Slovenije za izenačenje na 19. 47. minuta tekme. Bombač Zarabec, spet nizka, hitrejša, zunanja vrsta slovenske reprezentance in lep zadetek Zarabca. Njegov drugi današnji gol, 8. za slovensko reprezentanco, izid pa izenačen na 19. Ja, kar ostra konkurenca za organizatorje igre v slovenski reprezentanci. Bombač, Zarabec in Zorman so kandidati. Najbrž se bo Vujović odločil za vse 3. Ja, prav zanimivo bo pričakovati v prihodnjem tednu, ko bo moral Vujović določiti 16 potnikov za Poljsko. Zadev je Mitkov, njegov prvi današnji gol, včeraj zadev 4-krat, Makedonci vodijo 20-19, pa zapravljen slovenski napad. Mitkov in Mitrevski. Kuzmanovski, Pribak. Mitkov, Kuzmanovski, Pribak je zunanja vrsta makedonske reprezentance. Ja, Makedonci so zelo izkušeni, kar 7 igralcev starejših kot 30 let. Pribak, Kuzmanovski, Kuzmanovski pa prekršek nad Kuzmanovskim. Manj kot 12 minuti do konca tekme v Celju. Slovenska reprezentanca bo v petek v Ivanić-Gradu igrala prvo tekmo s Hrvaško, potem pa povratna tekma v soboto v Kopru, tudi z našim neposrednim prenosom. Zadev je Pribak za vodstvo Makedonije z 2 goloma prednosti. Makedonija je v zadnjih letih naredila res ogromen korak naprej proti, bi rekel, tej vrhunski oziroma svetovni špici. Imajo zelo dobra 2 kluba, ki sta v evropskih pokalih igrala v preteklih letih veliko vlogo. Je pa zanimivo, kot si dejal, reprezentanca je dokaj stara, v ozadju pa ne vidimo, da bi imeli nek podmladek, ki bi lahko te igralce zamenjal, tako da Slovenija je ta premik že naredila, ima nov rod mladih igralcev perspektivnih, dočim Makedonija se bo tu zopet lovila in lahko se zgodi, da bo zopet padli 2-3 stopničke nižje, tam, kjer so pred leti že bili. Ja, bivši selektor Denič in njegov pomočnik Čodar sta dobro selekcionirala. Nekako je vse šlo po načrtu z ciljem in vrhuncem v Riju, letos na olimpijskem turnirju, potem pa še dodatna menjava nekaterih starejših igralcev. Zadev je Marguč, Makedonci vodijo 21-20. Ja, ko gre za makedonski rokomet, Metalurg in Vardar sta zgodbi zase. Nažalost zaostaja Pelister, ni pravega finančnega vložka v ta nekdaj najboljši makedonski klub. In pa še podatek, velika večina igralcev, če ne igrajo pri Vardarju oziroma pri Metalurgu, potem odhajajo v močne klube. Jasno, imajo pa zvezdnika z imenom Kiril Lazarov. Mitkov je zadev, zdaj je Vujović v vrata poslal Škofa. 2 gola prednosti za Makedonce. Pa minuto odmora na zahtevo slovenskega selektorja Veselina Vujovića. Kupujete letno vinjeto? Lani smo jih podelili 17 000.
Letos je lahko tudi vam. Obiščite www.zastonvinjeta.si in preverite, kako z Generali in Vzajemno do brezplačne vinjete. Generali in Vzajemno. Ja, tokrat je bil Vujović precej hud. Jezi se na igro obrambi, pravi, da ni nobenega pravega prekrška, na vaših zaslonih pa Slavko Ivezič, lahko bi rekel kar kovač mladinskih medalj za slovensko reprezentanco, trenutno pa trener rokometašev Maribor Branika. Še nekaj manj kot 10 minut do konca tekme, videli bomo, kaj bodo popravili slovenski reprezentanti v nadaljevanju. Dolenec je prišel do zaključnega strela, vratnica in ostaja pri 22:20. Pribak, Kozmanovski, dober blok in nov napad za Makedonce. Ja, Vujović je posebej opozoril na križanje, pri vsakem križanju slovenski reprezentanti izpadejo iz igre. Je pa tukaj še en velik problem. V športnem žargonu pravimo, če slišimo, da copati žvižgajo, športni copati, to pomeni ne, da je publika tiho, ampak da se igralci v obrambi ne dogovarjajo, ne pogovarjajo med sabo. Ja, res je, Zarabec zdaj vodi slovenski napad, Dolenec. Ja, morda preredko upozorimo na komunikacijo, še posebej v športih z žogo. Pribak, Mitkov. Pribak in še en zadetek Makedoncev, ki zdaj vodijo s 3 goli prednosti. Zid je 23:20. 52. minuta srečanja v Celju. Ja, mislim, da bo Vujović dobil kar veliko odgovorov na vprašanja, ki si jih je zastavil ob pripravah. Zagotovo bodo morali naši fanti do konca današnje tekme odigrati s polno močjo, ne samo zaradi tega, da bi pokazali, kaj zmorejo, temveč pomembna je vsaka tekma, tudi prijateljska, tudi pripravljalna pred domačimi gledalci. Bombač, Zarabec, nov napad za Slovenijo, blok Makedoncev. Tam je roko podstavil Markovski. Bombač gre v prodor, Bombač in prečka zdaj rešuje Mitrevskega. Ja, nekaj smole bi lahko rekli, prej vratnica Dolenca, zdaj prečka Bombača. Pribak. Ja, Makedonci pa izkušeno zaustavljajo napad. Na položaj krožnega napadalca Markovski, številko 17. Mitkov, Kozmanovski. Dvoboj Gaber, Markovski. Takole pa je Bombač prišel do zaključnega strela, rešila ga je prečka, brez zadetka Makedoncev, Zarabec. Dolenec, tam prekršek in to bi lahko bila tudi izključitev. Kozmanovski je vlekel za majico Dolenca. Takole, ja. In sodnika sta ga izključila. Da, priložnost, da naši z igralcem več pridejo do 21. zadetka, dovolj je časa še za izenačenje. Ja, tudi v prvem polčasu smo zaostajali skozi cel polčas zadetek ali dva. Na koncu odigrali par minut zrelo, strpno v obrambi in pa agresivno v napadu, kaj ti moraš biti navaren na gol, če želiš, da lahko narediš višek na levo ali desno stran. Ja, Makedonci so v prvem polčasu vodili 8:5, zdaj Žvižej in zadetek Žvižeja, njegov prvi današnji gol. Sicer pa zdaj zanimiv pogled na seznam najboljših strelcev vseh časov. Žvižej ima 693 zadetkov in za 4 zadetke zaostaja za Pajovićem, ki je prvi strelec vseh časov slovenske reprezentance. Mitkov.
Mojsovski. Pribak. Mitkov. Še napad za Makedonce. 6 minut, nekaj manj kot 6 minut do konca tekme. Naši zaostaje za 2, zdaj prekršek nad Pribakom. Padel je Dolenec, ni prekrška v napadu. Zdaj Vujović zahteva absolutno agresivno igro v obrambi. In Žvižej je prišel do žoge, priložnost za Luko Žvižeja in zadev je Žvižej. 22 Slovenija, 23 Makedonija, Žvižej pa pri 2 golih. Bomo dočakali tudi izenačenje s Pajevićem ali celo prevzem vodstva na lestvici najboljših strelcev vseh časov. Žvižej zdaj pri 694 zadetkih zaostaja za 3. Ja, vem, da igralci in trenerji ne razmišljajo prav veliko o teh številkah. Za poročevalce pa za gledalce to seveda zanimivo. Zdaj je minuta odmora na zahtevo selektorja makedonske reprezentance Hrvata Ivice Obervana. Nakon izmjene ideš, moj zostaje sa srednje. 14 sekundi ako dignu sada krila, nemamo pitjera. Ne možete biti u krilu. Jedan mora biti unutra, okej. Na liniju. Uđite paralelno i idemo van. Ja, slišali ste navodila Obervana, opozoril na igro krilnih igralcev. Makedonija vodi 23 proti 22, imajo še 14 sekund igralca manj in tudi na ta podatek je opozoril Obervan. Tu pa obramba Matevža Skoka ob strelu 7 metrov Kirila Lazarova. Makedonci v napadu z golom prednosti. Zdaj lahko seveda od slovenskih reprezentantov pričakujemo agresivno igro. Tu je Tomaž Tomšič, ki je tudi na visokem 4. mestu po številu nastopov za slovensko reprezentanco. Tomšič je za Slovenijo igral na tanko 200-krat. Vsak trenutek Makedonci z vsemi igralci. V tem trenutku na položaj krožnega napadalca prihaja Markovski, Mojsovski, Mitkov. Cingesar je bil tam in žoga za Rabca. Napad Slovenije za izenačenje. Dolenec poizkuša, pa prekršek na Dolencem. Prekršek je napravil Ojleski. Zdaj je dovolj časa za podoben zaključek kot v prvem polčasu, ko so naši zaostajali, pa potem dobili prvi del s 13 proti 12. Tu smo videli grob prekršek na Ojleskega. Dolencem in mislim, da če bi sodnika to videla sigurno za 2 minuti. Bombač za Rabec. Za Rabec pa Bombač in prekršek za 7-metrovko. Prodor Bombača, tam prekršek Makedoncev in priložnost, da Slovenija pride do izenačenja. Kdo bo streljal? Marguč. Ja, zdaj si nekako želimo, da bi Luka Žvižej bil tisti, ki bi izvajal 7-metrovke, če ne gre za zaključke iz igre. V vrata prihaja Ristovski, v prvem polčasu 4 obrambe oziroma 24% uspešnost. Iz vrat Mitkevski, 7 metrov pa Marguč. In brani Ristovski. Žoga za slovensko reprezentanco. Trikrat je poskusil Marguč, 2-krat zadev. Upajmo, da ne bo usodna tale zapravljena 7-metrovka za končni izid na današnji tekmi. Bombač. Dolenec. Tam podaja proti Žvižeju, brez prekrška, žoga za Makedonce.
Naši so zapravili 7 metrov, ko je napad za izenačenje. Makedonija vodi 23 proti 22 in natanko 3 minute do konca tekme v Celju. Včeraj v Krškem 28 proti 28. Zdaj pa v mirnem napadu Makedonci. Makedonci so prišli do izenačenja v Krškem v zadnjih minutah, potem ko je Lazarov dvakrat uspešno streljal 7 metrov. Mitkov, Kuzmanovski, številko 55 je Kosteski, Kuzmanovski, dolg makedonski napad. Mitko pred njimi žviže, da Makedonci ne pridejo do zaključnega strela, dolg makedonski napad, Mojsovski, spodrsnilo je Mojsovskemu in sodnika sta zdaj prekinila 9 metrovka za Makedonce. Vidimo, ko ni Kiri Lazarova v makedonski ekipi, da imajo Makedonci velike težave pri zaključnih strelih in pa seveda tudi to, kar je v prvem polčasu Lazarov dobro počel, igranje z krožnim napadalcem. Ja, Lazarov daleč najboljši strelec s 7 zadetki pri Makedoncih. Da je Kuzmanovski lovi Gaber, prekršek nad Gabrom, sodnika ne piskata, napad Slovenije za Rabec. Bombač, pa prekršek za 7 metrovko. Izredno eksplozivno, hiter je Bombač, tu je malce dišalo tudi po korakih, no na koncu pa le prekršek nad Bombačem in znova priložnost za izenačenje 7 metrov. Kdo bo tokrat streljal? Ristovski v gol za Rabec. Za Rabec bo poskusil 7 metrov izenačiti na 23. Za Rabec in Ristovski. In mojstrsko za Rabec, 23 proti 23. Tretji zadetek Mihe Zarabca. Poglejte, takole je lepo premagal makedonskega vratarja Borka Ristovskega, najstarejšega med vratarji v makedonski reprezentanci. Mitrijevski 30, Ristovski 33, Ljubljačanec pa 32. To so leta makedonskih vratarjev. Prekršek nad Mojsovskim in minuto odmora na zahtevo Ivice Obervana. Zdaj bo zanimivo slišati, kaj se bodo dogovorili v enem in drugem taboru ob tej minuti odmora. Opet, sad je njima veća panika nego nama. Ne smete ostaviti nijednog... 5-1 igraju agresivno, jako. 3-3. Nemanja, ulazi sada umjesto... Ovako, Mojso, ustavi, napravimo piker, napraviš piker, evo, sa pivotom i uđi na srednji i uđi na drugog pikera, okej. Trebaš biti piker levo sa dijagonalom, sa 2. Aj Google, daj me, ne bacaj me srednje. Ja, teli makedonski navijači niso slišali navodil Obervana. Midva z Romanom sva jih slišala. V obrambi 5-1, celo na 3, v obrambo 3-3 je pomislil Obervan. Seveda pa zelo pomemben tudi napad za makedonsko reprezentanco. Žal nismo slišali navodil Vujovića, ki pa je v začetku, ko smo ga še slišali, rekel brez panike, zdaj voda v grlo teče Makedonce. Mitkov. Cingesar je v igri, pa prekršek Cingesarja nad Mojsovskim. Makedonija poskuša tle narediti tako, da bi Pribak kot srednji igralec moral uteči na drugega krožnega napadalca in se potem na drugi strani na kontra zunanji liniji povleči nazaj na 9 metrov in probati tle iskati višek, ampak očitno se niso ravno dobro razumeli. Še minuta in 8 sekund je do konca tekme. Tekma je zaustavljena, Mojsovski je na tleh. To je Žviže, ki kaže, kaj se je zgodilo, koraki pa skok na glavo. To je Ivica Obervan, lahko je zadovoljen z obema preizkušnjama svoje reprezentance, ki jo vodi. Makedonci pa ne bodo imeli lahkega dela na evropskem prvenstvu. Igrali bodo v skupini s Francijo, Poljsko in Srbijo. Njihovo upanje je Srbija in prav zadnja tekma bo najbrž tista, ki bo odločila, kdo bo tretji v skupini, kajti iz vsake od 4 skupin se v nadaljnje tekmovanje, v tekmovanje drugi del, uvrstijo prve 3 reprezentance. Naj vas spomnim, Slovenija s Švedsko
ob 20:45, 16. tega meseca, potem pa 18:15, 2 dni kasneje obračun s Španijo in 20. januarja Slovenija-Nemčija ob 17:15. Vse 3 tekme jasno na našem drugem programu v neposrednem prenosu. Seveda tudi nekatere druge zanimive tekme in potem seveda cela končnica 12. evropskega prvenstva, ki ni zanimivo samo zaradi evropskega naslova, temveč tudi zaradi kvalifikacij za nastop na olimpijskih igrah. Slovenska reprezentanca ima leta 2016 kar 4 cilje, in sicer evropsko prvenstvo, kvalifikacije za olimpijske igre in potem še uspešen začetek kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2017. Ja, praktično ni počitka, sezona bo zelo dolga in zanimiva. Makedonci začenjajo napad minuto in 8 sekund pred koncem tekme z 9 metrov. Zdaj zelo agresivna igra naših in zapravljena žoga. Priložnost za Slovenijo, da pride v zadnji minuti do vodstva. Manj kot minuta, natanko 55 sekund je do konca tekme. Seveda bodo morali naši odigrati pameten napad, pa zdaj takoj minuta odmora za slovenskega selektorja Vujovića. Jasno, zdaj je ta minuta potrebna za dogovor, kako odigrati končnico tega drugega obračuna z makedonsko reprezentanco. Ajde, ti ili Miha da stanete na desno. Napravite izmenu i napravite ono triple križanje, ali strahovito ih morate zaljuljati. Znači ti ako si na desnom ideš pod Mihu, Miha pod Oleneca, on opet po tebe, ti si pri šutu ili idemo više. Da, vidi, ako vam ta akcija ne prođe, hoću da napravite hitru trojku, ali Gaber, kad ti je dodaju, kidaj odbranu, tako kad lijevi, da bi Miha, ali u tom trenutku da Miha bude na sredini s prvog koraka ako možda šute. Jesmo se razumjeli? Ajde, polako. Ajde! Še enkrat tako normalno. Ajde, zmagu! Slovenija! Če sem prav razumel, bo Zarabec tisti, ki bo zaključil tale slovenski napad. Ja, prav zanimivo je poslušati tele dogovore. Videli bomo, kako je vse skupaj treba izpeljati v praksi. Ja, podobna varianta je bila v prvem polčasu, če se spomnimo, kjer je Kavtičnik bil dobro križenec za Cekteta. Tukaj želimo narediti pa trojno križenje. To pomeni hitro, kjer obrambo raztegneš in seveda probaš, da bi Bombač prišel sam potem na prosti strel oziroma na lepo podajo. Dolenec, Bombač, Zarabec, Dolenec. Pa prekršek nad Zarabcem in samo 9 metrovka. 23 sekund je do konca, časa je še dovolj. Takole Zarabec, pa prekršek je napravil Mirkulovski. Zarabec, Bombač gre v prodor, Bombač pa 9 metrovka. Ura teče, še 13 sekund je do konca. 10 sekund, Dolenec. Neodločeno ali zmaga Slovenije, pa še en prekršek. Ura teče in tako kot včeraj v Krškem še strel z 9 metrov. Težko je zadeti ob postavljeni obrambi. Ni šlo z dogovorom 23 proti 23, včeraj 28 proti 28. Bombač bo poskusil doseči zadetek in brani Mitrevski. Ostaja pri 23 proti 23. Ja, morda bo kdo rekel, dogovorili so se za 2 neodločena izida na teh prijateljskih tekmah, vendar videl sem tekmo včeraj v Krškem. Seveda, vsi skupaj smo danes spremljali tekmo v Celju in vidim, da sta še po vsem srečanju, po vsem tekmi. 2 tekmi z Makedonijo, 2 neodločena izida, ampak rezultat na teh 2 tekmah ni bil pomemben, a je res? Vidite, glupo je da traži bilo kakav izgovor.
Ovo su prve utakmice koje igramo, ali mi se po suđenju koje smo mi imali ovdje i u Krškom jučer činilo da igramo recimo u Turskoj ili u Makedoniji. Tako tretiraju domaći sudije reprezentaciju Slovenije, ali to nije moj problem i mi ćemo to prevazići. Naš osnovni problem u ovom trenutku je šut s polja. Očigledno da Mačkovšek i Cehte nisu u onoj fazi koja bi trebala i koja je nama bitna i mi moramo igrati sa velikim brojem malih igrača protiv jedne jake reprezentacije kakva je Makedonija, koja ima jako krupne igrače. To nas očekuje na Evropskom i ako ta dva beka ne budu proradila, jako teško možemo računati na bilo kakav ozbiljan plasman. Nekaj dni je še, a je dovolj časa, da jo pripravite dovolj dobro za prvenstvo? Pa još je tu ostalo 2 utakmice sa Hrvatima, 10 dana priprema, sigurno da se može popraviti puno toga. Ovo su bile prve utakmice, puno igrača je imalo i jednu pauzu koja se njima osjeća. Odbrana u drugom poluvremenu i golman skok nisu najbolje startovali, a na kraju krajeva oba 2 utakmice nerešene, pa niti smo dobri, niti smo loši. Še nekaj dni je ostalo do Evropskega prvenstva. Rekli ste, obramba kar v redu, napad bo treba izboljšati. Imate kakšen poseben recept, kako boste to storili? Pa ja kažem, opet, ako ne budemo definisali taj šut s polja i postizali lake golove, mi ovom igrom sa 3 mala igrača imat ćemo veliki teškoće. Dobro, hvala lepa in srečno v pripravah, pa potem na prvenstvo. Hvala Ivan, hvala puno. Ja, če malce podkrepim tudi številkami, recimo Cehte, Mačkovšek in Sebastian Skobe, recimo kot zunanji igralci, so na današnji tekmi dosegli